Šah je ena najstarejših miselnih iger na svetu. Igra dveh nasprotnikov, ki vsak vodita 16 figur. Ni zgolj borba za mat, temveč preizkus potrpežljivosti, znanja, domišljije in hitrosti. Čeprav so pravila osnovne igre povsod enaka, poznamo različne oblike šaha, ki se razlikujejo predvsem po dolžini trajanja partije. Standardni šah je šah, pri katerem imaš od pol ure do 2 uri časa. Pogosto je tudi dodatek od 5 do 30 sekund. Partije so lahko tudi zelo dolge, včasih trajajo tudi po več ur. To je najbolj tradicionalna in tekmovalna oblika šaha. Takšne partije so temelj mednarodnih turnirjev, tudi svetovnega prvenstva. Ker trajajo dalj časa, zahtevajo natančno pripravo, natančno strategijo in izjemno koncentracijo. Igralci analizirajo različne kombinacije, ocenjujejo dolgoročne pozicije in strategije. Psihološka stabilnost igralcev je zaradi dolgega trajanja partije ključna. Pomembna sta tudi zbranost in vzdržljivost. Profesionalni igralci se pogosto pripravijo na konkretnega tekmeca, preučijo njegove otvoritve in slog igre. Kaj pa je rapidni šah? Rapidni šah je v bistvu srednja vrsta šaha med blicom in standardnim šahom, kjer se šah igra v bistvu ne zelo hitro, pa tudi ne zelo počasi, je glih vmes vrsta. V bistvu ta šah se tudi najpogosteje igra, najbolj razširjen je. V tem šahu v bistvu potrebuješ znanje, taktiko, strategijo, vse. Pri rapidnem šahu imata oba igralca na voljo od 10 do 25 minut, pogosto s kratkim dodatkom nekaj sekund po potezi. Gre za različico igre, ki še vedno dovoljuje strateške odločitve, a jih čas resno priganja. Ni prostora za dolgotrajno razmišljanje, prav tako pa ne zadošča le surov instinkt. Uspeh prinaša preplet znanja, občutka in izkušenj. Rapid je eden najbolj priljubljenih šahovskih formatov. Pogosto se igra na dnevnih ali vikend turnirjih, pa tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih. Omogoča več partij v enem dnevu, zato je privlačen tako za igralce kot gledalce. Za šahiste pomeni to dragoceno priložnost. Vaditi hitrejše odločanje, uravnotežiti natančnost s hitrostjo in hkrati preizkusiti svojo sposobnost obvladovanja časa pod pritiskom. Bled je hitra potekna igra šaha, kjer ima vsak igralec 5 minut časa. Ko naredi potego, pritisne na uro in se to traja 3 sekunde. To je 5 plus 3. Proti ura se to traja 3 sekunde in imam več časa. Hitreje kot igram, imam več časa. Pri blic šahu ima torej vsak igralec na voljo največ 5 minut, pogosto z dodatkom 3 sekund po vsaki potezi. Gre za dinamično, napeto in atraktivno igro, kjer štejejo predvsem refleksi in izkušnje. Ni časa za dolgotrajno razmišljanje, odločitve se sprejemajo instinktivno. Premiki figur so hitri, srčni utrip pospešen, ura neusmiljeno odšteva sekunde. Pod pritiskom časa pridejo na dan tudi napake. In tudi velemojstri niso imuni nanje. Blic je izredno priljubljen na spletnih platformah in ima celo svoja uradna svetovna prvenstva. Pogosto se uporablja tudi v izločilnih dvobojih, ko je treba hitro dobiti zmagovalca.
Za igralce pomeni ta hitra igra izvrstno vadbo intuicije, sposobnosti zbranosti v stresu in veščine igranja pod časovno stisko. Vse to pa koristi tudi v klasičnih partijah. Imaš čas za razmislek 5 do 10 sekund. Gluhi in naglušni igralci se odlično znajdejo na šahovnici. Mednarodna prvenstva gluhih dokazujejo, da šah presega jezik in sluh in odpira prostor, kjer šteje le moč misli. Ne glede na to, kako hitro tiktaka ura, šah je in ostaja kraljevska igra. Vkolikor imate okvaro sluha, menite, da ste dobri v šahu, se želite preizkusiti v šahu gluhih. Pridružite se Športni zvezi gluhih in naglušnih Slovenije.